Lep pozdrav na današnji okrogli mizi, ki jo organizira Iskra. Ta okrogla miza poteka v sklopu kampanje za visoko šolstvo, ki smo jo začeli slabi 14 dni nazaj in služi kot neka informacijska raising awareness kampanja pred temi velikimi sindikalnimi in študentskimi demonstracijami, ki se dogajajo 17.11. Namreč ne glede na vsa medijsko izpostavljenost in ne glede na vse smo ugotovili, da študentje s temi temami zelo perečimi varčevanja pa visokega šolstva niso seznanjeni, kljub temu, da jim po mnogih predvidevanjih grozijo šolnine v zelo doglednem času. Zdaj, preden pridemo na samo okroglo mizo, mogoče še beseda ali dva o Iskri. Iskra je nastala iz neke refleksije aktivističnih projektov v zadnjih nekaj letih, kjer smo na zelo the hard way naučili, da če hočemo neko ekspanzivno gibanje, nekaj, kar bo zmožno sistematično nasledovati cilje, združevati vedno več ljudi, vedno več študentov in dejansko dosegati neke politične uspehe, da je potrebna neka struktura, da so potrebne tudi neke programske točke, neka časovnica, po kateri se te točke sledi. Sodelovali smo nek tak iniciacijski projekt, so bile letošnje volitve v študentsko organizacijo Univerze v Ljubljani. Mislim, da smo nastopili na 6 in 7 fakultetah, da na te številke nimam v glavi, ampak na večino lokacijah smo zmagali z ogromnim naskokom, mislim, študenti so prepoznali to, kaj to pomeni, če ne zelo prideti jaz kapitalom, ampak dejansko z nekimi programskimi točkami. In naš modus operandi, način delovanja in tudi ne nazadnje krovna programska strategija je, da vzdržujemo stik študenti, ne samo kot neki pasivni receptori, da samo stoično zagovarjamo njihove spontane interese, ampak da tudi odpiramo določene polemike med študenti, problematike in na tak način ustvarjamo neko študentsko javnost, ki v tem trenutku ne obstaja. Koliko nekega uvodnega nagovora. Na tejle okrogli mizi sedijo štirje govorci. Na skrajni desni je dr. Primož Krašovec, član programskega odbora Delovsko-Pankrske univerze. Malo manj na desni sedi dr. Agata Šega, ki je lektorica na oddelku za romanistiko in članica Visokošolskega sindikata Slovenije. Na levi pa imamo dr. Luka Omladiča, ki je asistent na oddelku za filozofijo in član upravnega odbora Filozofske fakultete. Upravni odbor je tisti fakultetni organ, ki se odloča o financah. Zdaj se te politične probleme, katerih načinov se da izvesti na težavno materialno-finančno situacijo, mogoče najbolj pomemben in kot član tega organa in ima tudi tako, kaj se dogaja. Ja. Pa hkrati tudi član Visokošolskega sindikata Slovenije. Tole pa še Iskra kot organizatorica, ki skrivala še enega študenta, Janka Latigano, študent drugega letnika filozofije in kulture. Začel bomo z uvodnimi prispevki. Vsak izmed pogovorcev bo pokril neko njemu bolj domačo temo. Primož Krašovec bo predstavil neko generalno kritiko povečevanja tudi ekonomske perspektive, zakaj je to ekonomsko nesmiselno, če tudi nam te stvari prodajajo kot nujne in absolutno potrebne rešitev iz krize. Agata Šega bo predstavila položaj akademskih delavcev in kaj ne zadnje varčevanje pomeni za njih. Luka Omladič bo šel malo bolj v abstrakcijo, kaj rezane sredstva pomeni za znanost. Janka Latigano se bo pa dotaknil novele zakona o visokem šolstvu in udarca, ki ga varčevanje prinaša za študente.
Tak je bil izvorni koncept izvorna postaviti okrogle mize. Naknadno pa smo se uspeli pogovoriti. Danes je prišel obiskat tudi dr. Andrej Černe, dekan Filozofske fakultete. Ne sicer kot govorec, no, ampak upam, da se bo aktivno udeležil polemike iz občinstva. Hkrati pa bi ga prosil zdaj za kratek uvodni nagovor, kaj je nazadnje varčevanje, to zelo na hitro pomeni za Filozofsko fakulteto, kaj pomeni biti v vodstvu takrat, ko se to varčevanje sprovaja, kakšne predpiski se ne nazadnje dogajajo in tako naprej. Prosim, hvala lepa. Spoštovane kolegice, spoštovane kolegice, drage študentke, dragi študenti, najprej seveda hvala lepa za tole povabilo. Hvala lepa za to, da imam seveda priložnost ob tem srečanju spregovoriti nekaj besed v imenu Filozofske fakultete. V zvezi z uvodnimi besedami mogoče samo nekaj dejstev o Filozofski fakulteti, da bomo mogoče, da boste lažje tudi v kontekstu, nekoliko drugačnem kontekstu, poskušali ta dejstva upoštevati. Najprej bi izrazil osebno mnenje, da sem pripričan, da gre v teh časih za dve temeljni vprašanji. In sicer eno je eksistenčno, eno je pa eksistencialno vprašanje. Glede na to, da smo na Filozofski fakulteti, bi seveda čestitev tudi Filozofski fakulteti, če se ne motim na dolnem znam filozofije. Ja, čestitke vsem na Filozofski fakulteti. Na ta dan v bistvu v Kopru ukinjajo program filozofije. Filozofska fakulteta, kot veste, je velika inštitucija pisano z veliko besedo v vseh pogledih. Filozofska fakulteta ima 650 zaposlenih, Filozofska fakulteta ima 6000 študentov, Filozofska fakulteta ima 47 programov na prvi stopnji, izvaja 47 programov na prvi stopnji in Filozofska fakulteta izvaja 68 programov na drugi stopnji. Vse to skupaj, kot sem rekel, z 650 zaposlenimi, za katere seveda država pokriva določen del sredstev, ki je potreben za to, da študij poteka v taki obliki in na takšen način, kot poteka na Filozofski fakulteti. Filozofska fakulteta je v okviru univerze v Ljubljani med največjimi fakultetami, tudi po denarju, ki ga dobiva iz tako imenovane uredbe, to je približno 17 milijonov na leto, in teh 17 milijonov na leto porabimo v celoti, pa nekaj nam še zmanjka, približno 300.000 evrov, za plače zaposlenih na Filozofski fakulteti. Da lahko zagotavljamo sredstva za plače na Filozofski fakulteti, pomeni seveda, da smo v letošnjem letu z tega vidika tudi strani države prizadeti še za nadaljnjih 10%. To pomeni, da dobimo približno 1.700.000 evrov manj za celo leto. To pomeni, da se Filozofska fakulteta na podlagi zakona o uravnoteženju javnih financ in na podlagi seveda nekega načrta, ki ga je Filozofska fakulteta naredila, da bi ta manko v sredstvih, da bi na nek način poskušali zmanjšati. Trenutno je videti, da bo vlada z proračunom sprejela seveda še drugačne ukrepe, to se pravi tiste ukrepe, ki bojo na nek način za približno 10% zmanjšali sredstva visokemu šolstvu in za približno, če se ne motim, 16% za raziskovalno dejavnost. To pomeni verjetno več stvari. Prva seveda je ta,
da univerza in s tem seveda tudi filozofska fakulteta zahteva od vlade, da obrazloži strategijo do visokega šolstva. Čeprav, kot veste, strategija o visokem šolstvu je bila sprejeta na vladi v lanskem letu in sem pripričan, da mora vlada se zavezati, seveda, da mora te cilje, ki jih je tam zapisala, izhodišča in načela v celoti upoštevati. Univerza v Ljubljani bo od vlade zahtevala ne samo to, kar sem rekel pred nekaj časa ob različnih priložnostih tudi na senatu, da vztrajamo, da so sredstva, ki jih dobiva filozofska fakulteta za izvajanje tega študija enaka, kot so bila leta 2012, ampak da bodo ta sredstva enaka kot leta 2011. Vkolikor do tega ne bo prišlo, bo univerza, ne samo filozofska fakulteta, bo univerza prekinila z izvajanjem bolonjske reforme na takšen ali drugačen način. Druga zadeva, o kateri se pogovarjamo, je to, da bo seveda univerza oblikovala neko pismo, s katerim se bomo naslavljali vse dekane, članic univerze, da bomo s tem pismom naslavljali vse zaposlene, vse študente in da bomo s tem pismom naslavljali tudi vse poslance v našem parlamentu, s katerimi jih bomo seznanjali, da seveda se na univerzi in s tem tudi na filozofski fakulteti ne mislimo ukvarjati z eksistenčnimi vprašanji, ampak z eksistencialnimi vprašanji, to se pravi vprašanji, ki zadevajo vlogo visokega šolstva in seveda s tem tudi univerze v Ljubljani in filozofske fakultete v družbi kot celoti. Mi, tudi filozofska fakulteta, ne pristaja na to, da se bomo ukvarjali z preživetjem, to ni cilj razvoja filozofske fakultete, ampak je cilj razvoja filozofske fakultete v celoti uresničevati poslanstvo, ki nam je dano kot članici univerze v Ljubljani in seveda kot filozofski fakulteti. In ti dokumenti in te cilji oziroma načela so seveda zapisana v dokumentih univerze in so zapisana tudi v dokumentih filozofske fakultete. Na filozofski fakulteti ne razmišljamo o tem, da bi uvajali šolnino. Kljub temu, da ne vemo, kako bo 5. letnik plačan. 2014 bomo vsi na Ljubljanski univerzi imeli 5. letnik in to je dodatno delo, ki ga bomo opravili na univerzi in na filozofski fakulteti. To pomeni, da za to dodatno delo zahtevamo plačilo. Kot ste verjetno prebrali tudi v časopisih ali pa v drugih novicah, da ne bom samo eno stran propagiral, je sekretar na ministrstvu povedal, da je obseg dela v 5. letniku enak, kot je bil obseg dela, ki smo ga opravili v 4. letniku, vključno z diplomskim delom. Mi seveda na to ne moramo pristajati in ne bomo pristajati, da so kontaktne ure, ki jih opravimo na 5. letniku, da so seveda enake po obsegu, kot so bile do sedaj, ko Bolonje nismo imeli oziroma ko je izvajali. Znotraj filozofske fakultete samo še to, se srečujemo še z enim vidikom, tukaj moram pa prav točne podatke, da ne bom kaj narobe povedal. In sicer število študentov se na filozofski fakulteti zmanjšuje. Leta 2005-2006 smo imeli še nekaj več kot 7000 študentov, zdaj jih imamo nekaj okrog 6000 študentov. To se pravi, za 1000 študentov se približno zmanjšal vpis na filozofsko fakulteto. Poleg tega moram povedati, da se je seveda na te programe, ki jih imamo in ki jih ponujamo, da se v zadnjih letih upisuje manjše število študentov. Kar pomeni, da moramo na filozofski fakulteti naše programe organizirati tako, da bomo v celoti ponudili programe, ki jih imamo, na tak način, da bo seveda možno v skladu z tudi številom študentov to izvajati na kakovosten način, tako kot sem pripričan, da na filozofski fakulteti delam. Koliko smo vas na mize enkrat? Najlepša hvala.
dober donos analize s situacijo. Zdaj gremo pa naprej k panelnemu delu diskusije. Najprej bodo predstavljeni uvodni prispevki, temu pa sledi moderirana debata, v tistem trenutku se pa tudi seveda poznani k aktivni participaciji zastavljanja svojih vlastnih vprašanj in tako naprej iz publike. Začeli bi pri Primožu Krašovcu iz Delavsko-Pankrske univerze. Vrčevanjem, kaj je zdaj s tem vrčevanjem politika nam ga prodaja kot neobhodnega, ampak... Ja, hvala za povabilo. Zdaj, prej si omenil, da je vrčevanje z ekonomskega vidika nesmiselno. Mogoče začel s tem, da je smiselno in tukaj je mogoče stična točka med vrčevalnimi ukrepi in humanistiko. Oboje ima svoj smisel, ampak vprašanje je, z katerega stališča in s katere perspektive. Zdaj, večina levo-keynesijanskih ali pa socialdemokratskih komentatorjev, ekonomistov bo rekla, da je vrčevanje norost in bojo to podkrepili recimo z nekimi nespornimi empiričnimi podatki, med drugim skok brezposelnosti, nadaljevanje recesije, množična emigracija, tako imenovan beg možganov, krčenje, recimo kreditni krči, investicijski krči, pomanjkanje, zmanjševanje BDP-ja, se pravi, na tej strani, ki vidi neka dobro namerna socialdemokratska kritika, ki vidi kapitalizem kot inherentno racionalen, ampak ga včasih zmotijo recimo živalski duhovi podjetnikov ali pa recimo pomanjkanje istih primerov, da pride do kreditnega ali pa investicijskega krča, ampak recimo ta pogled, ki vidi kapitalizem kot inherentno racionalen in recimo delujoč ekonomski sistem, vidi vrčevalne ukrepe kot novost. Po drugi strani recimo bolj liberalne teorije, se pravi te argumente, ki zagovarjajo vrčevalne ukrepe, se pravi tako recimo na teoretski ravni, bolj neoklasične ali pa neoliberalne ekonomske teorije, ker na ravni recimo politika ali pa vsakdanjega govora, se pravi ta recimo zdrava, klena, podjetniška pamet ali pa podjetniški instinkt, ko govori v javnem prostoru, govori o izboljšanju konkurenčnosti, izboljšanju poslovne klime in podobne stvari, kar je samo eufemizem za uničevanje zaostalih neproduktivnih, nekonkurenčnih kapitalov in ne samo fiksnega kapitala, ampak tudi zbijanje stroškov in uničevanje same delovne sile, se pravi tega človeškega dela ekonomije. In to je zasebni sektor, recimo zasebna industrija, storitve, komercialne storitve, je to v večjem delu že upravil, oziroma tam je bil vsi te isti kazalci, recimo več se govori zadnje čase v javnem sektorju, ampak recimo vsi te kazalci in rast brezposelnosti in recimo krčenje novih investicij in pomanjkanje recimo nepripravljenost bank na dajanje kreditov podjetij in se pravi tudi ta kreditni krč so veliko bolj ostri in veliko bolj izpostavljeni v zasebnem sektorju, s tem, da se pravi zasebni sektor že izvaja veliko bolj intenzivno svojo vrsto vrčevalnih ukrepov, s tem, da je ta veliko manj v javnosti prisotna, veliko manj publicirana in veliko manj kritizirana, preprosto zato, ker zasebni sektor ni podvržen neposrednemu demokratičnemu nadzoru. Se pravi, zasebna podjetja imajo nek diskrecijski prostor, manevrski prostor, v katerem lahko odpuščajo delavce in nižajo pravice in podobno, ne da bi bilo to nujno publicirano. Tudi njihovih načrtov za množično odpuščanje ni treba za razliko od vlade, ki v javnem sektorju nastopa kot delodajalec. Delodajalcem v zasebnem sektorju svojih načrtov množičnih odpuščanj, posegov v kolektivne pogodbe in tako naprej ni treba javno deklarirati. Se pravi, nek demokratični nadzor nad njihovim početjem ostaja samo na zelo posreden način, pač skozi delovanje veljavne delovno-pravne zakonodaje. Medtem, ko more vlada, pač zato, ker je in obenem politično telo in delodajalec v javnem sektorju,
more svoje načrte za odpuščanje, nižanje plač javnim uslužbencem in tako naprej more predlagati, se usklajevati z njimi, novinarji to spremljajo in tako naprej. Ampak recimo, če pogledamo, in to se mi zdi recimo pomembno, če pogledamo vse te kazalce, recimo in rast brezposelnosti, krčenje ekonomske aktivnosti, so ti veliko bolj prisotni v zasebnem sektorju, recimo v Grčiji, kjer je brezposelnost po začetku varčevalnih ukrepov med evropskimi državami največ poskočila, ni neposredno, razlog niso bili neposredno varčevalni ukrepi v javnem sektorju, ampak predvsem te neformalni, nedeklarirani varčevalni ukrepi v zasebnem sektorju. Sprav, dve tretjine, po nekaterih podatkih, tudi 70% vseh novih brezposelnih v Grčiji so ljudje iz zasebnega sektorja. Se postali brezposelni zaradi downsizinga, zapiranja podjetij, množične koordinirane strategije odpuščanja. Tako da tukaj lahko vidimo, da je na delu neka racionalnost, ne gre za preprosto norost, ker bi radi videli dobronamerni socialdemokratski kritiki, ki si poenostavijo nalogo tako na politični, kot na teoretski ravni, s tem, da je treba vladajoče ali pa kapitaliste se mora svetliti, se pravi, treba jim je ali z teoretskim argumentom ali pa preprosto z navajanjem empiričnih številk. Poglejte, po varčevalnih ukrepih skoči brezposelnost, recesija se nadaljuje, spravi, ki treba se mora svetliti, so zavedeni, neumni, nevedni, potreben je samo nek ta razsvetljenska gesta in potem bojo spregledali in bodo pač nehali s temi morostmi. Ampak problem je, da stališča kapitalističnega razreda, kot razreda ne glede na to, koliko se posameznem podjetnik recimo tega v svoji vsakdanji praksi zaveda, koliko je sposoben to artikulirati, ampak recimo na tem makro ravni je recesija in je njeno podaljševanje in intenziviziranje racionalno. Je v interesu kapitalističnega razreda, ker recesija ne pomeni več drugega kot uničevanje zaostalih neproduktivnih delov kapitala, se pravi in zbijanje stroškov, in to zelo intenzivno zbijanje stroškov delovne sile, ki bo omogočal po recimo zaradi takšnih in drugačnih razlogov padanju profitne stopnje, ki bo povišalo profitabilnost in omogočal naslednji zagon. Tako da recimo z mojega stališča je morala te zgodbe veliko težja in veliko bolj neugodna. Ni zadost, ker to je odgovor na vprašanje, zakaj vse vlade v Evropi in tudi Evropska komisija, druge nadnacionalne institucije ustrajajo temu varčevanju, če jim ves čas in kritiki dostavljajo in vsi recimo levi časopisi, vsi recimo socialdemokratske in leve stranke ves čas govorijo, to ne deluje, to še poglablja recesijo, ravno zato, ker je recesija stališča kapitala racionalna in nujna, da bi omogočila pač nov gospodarski cikl. In dokler vse stališča kapitala ne uničijo, ne spustijo človeške, delovske in socialne pravice do neke ravni, dokler brezposelnost ne zraste dovolj, da bi sama ta armada delovne sile izvajala zadosten pritisk na tiste še zaposlene, dokler se unič predvsem na obrobju vzhodnem in mediteranskem obrobju Evrope zadostno število zaostalih kapitalov, se bo recesija in varčevalni ukrepi, pa če pustimo kapitalu Evropski komisiji in posameznim vladam, da delujejo v teh interesih sprav. Kritika varčevalnih ukrepov mora izhajati iz ravno nasprotnega stališča, se pravi, da mora biti, da je preprosto problem varčevalnih ukrepov s tem, da te pomenijo odpuščanje in uničevanje življenj ljudi, se pravi, da zavrnemo samo racionalnost kapitala, ker tukaj je vsaj po mojem mnenju ključen problem. Se pravi, ključen problem ni v zavedenosti ali pa nevednosti ali pa neumnosti vodilnih tako vlad, kot recimo delodajalskih organizacij. Jaz verjamem, da znajo klikati na Eurostat in pač
pogleda statistike, da ni problem v tem, da ne bi vedeli, da se poglablja recesija. Problem je v osnovni iracionalnosti samega sistema, ki potrebuje večletne. Zdaj po napovedih ekonomistov bo trenutna recesija trajala samo 10 let, v tem se strinjajo. Napovedih, koliko časa bo trajala, se razlikuje, ampak vsi se strinjajo, da gotovo, sprav tako liberalnih, keynesijanske ekonomisti, da gotovo ne bo manj kot 10 let. Treba je sploh recimo na filozofski fakulteti, ki nam je bila prostor neke obče družbene refleksije, postaviti samo to racionalnost ekonomske ureditve pod vprašaj, ki seveda z stališča običajnih ljudi, se pravi vseh tistih, ki izvod preživetja pomeni dostop do trga dela in s tem do plače, se pravi, ki večino svojih življenjskih stroškov krijemo skozi plačeno delo, seveda povsem iracionalen. In mislim, da tukaj ni treba neke posebno sofisticirane argumentacije, ker če bomo revni in brezposelni še 10 let, je to seveda stališče ljudi popolnoma iracionalno. In mislim, da iz tega to mora biti osnovni argument proti varčevalnim ukrepom, da poznamo dve osnovne, recimo tudi če sprejmemo še kratkoročno, da živimo v kapitalizmu in so to osnovni parametri našega kratkoročnega, taktičnega, političnega razmišljanja, še vedno obstajata dve osnovni državni strategiji spoprijemanja s krizo in recesijo. Ena je tista, ki recesijo še poglobi, da bi s tem omogočila hitrejše in intenzivnejše uničenje neproduktivnih kapitalov in s tem zagnala čez neko določeno obdobje ponovno rast. Prav gre za državno redistribucijo, to je recimo ta supply side argumentacija, gre za državno redistribucijo družbenega bogatstva, sredstev tako finančnih kot materialnih, kot političnih in socialnih pravic v korist kapitala. Potem imamo drug način državne intervencije oziroma državnega upravljanja s krizo, ki predstavlja družbeno redistribucijo v korist dela. Sprav gre temeljno vprašanje, kakšna je proračunska politika, v čigavo korist gre. A se v krizni situaciji proračunska sredstva in moč države, da posega v ekonomijo uporablja v korist ljudi ali v korist kapitala. Mislim, da to mora biti naš argument, mora biti političen. Sprav ne pristajanje na inherentno racionalnost sistema, ki je potrebno regulirati, ampak to, da v tem trenutku keynesijanska politika, čeprav je naivna, lahko vseeno ublaži recimo pritisk krize na ljudi na račun kapitala. Zato mislim, da mora biti izhodišče kritike kot političnih razmislekov v času varčevalnih ukrepov. Ja, Priboš, najlepša hvala za to intervencijo. Iz tega malo teoretskega voda se premikamo čisto na empirično področje, kaj pa sprovajajo aktualni varčevalni ukrepi na terenu, recimo Filozofske fakultete in Univerze v Ljubljani. Sicer Agata Šega bi videli nastopili s položajem akademskih delavcev, kaj to pomeni za njih. Prisotnim opravičim. Jaz imam čutek, da vedno govorim iste stvari, na različnih priložnostih vedno iste stvari, na okroglih mizah, na raznih sindikalnih zborovanjih, na sestankih, pogovorih s kolegi, hodnikih, na raznih priložnostih, na sestankih v okviru Filozofske fakultete, na srečanjih z rektorjem. Skratka, tisti, ki imate občutek, da se ponavljam, verjetno preveč hodite na take sestanke in okrogle mize, ali pa ste mogoče
s temi stvarmi seznanjeni, zato ker ste zaposleni v visoka šolstva. Skratka, tukaj se že naprej upravičujem. Potem upravičujem se tudi, ker ne bom popolnoma nič teoretizirala. Jaz gradim teorijo od spodaj, to se pravi z konkretnih primerov. In bom zelo konkretna. Jaz upam, da ne bo tega kdo zameril. Mogoče bi začela s tem, kar sem si pogledala včeraj prek interneta, in sicer pogledala sem si oddajo Globus. To je oddaja na RTV Slovenija, v kateri so predvajali intervju z Noamom Chomskyjem. Jaz vam zelo priporočam ten gled. Govori tudi v zadnjem delu visoke šolstvo proti koncu intervjuja. Govori pa, zdaj se bom obesla na njegovo formulacijo, ki pa jo ni sam formuliral, ampak jo je prevzel iz finančnih publikacij izpred daljšega časa, to se pravi po sesivtu Berlinskega zida, pravi v tem intervjuju, ki ga je naredila novinarka naše televizije, pravi Chomsky, so ti časopisi, kot recimo Financial Times, Business Week in tako dalje, z velikim navdušenjem sprejeli razsutje Berlinskega zida in sicer z argumentom, da to, hvala Bogu, končno pomeni sesutje luksuznega življenjskega standarda delavcev na Zahodu. To se pravi dejansko obstoj nekega sistema totalitarističnega, kakršen je bil realni socializem, strahotno trpljenje ljudi v vzhodnem bloku, ki je pravzaprav omogočalo relativno lagodno življenje delavcev na Zahodu, ker so se pač njihovi delodajalci enostavno bali, da bodo tudi ti pač pristopili k kakemu prevratu, k kakej revoluciji. Ko je Berlinski zid padel, se je ta strah seveda zmanjšal in so se nekako je prišlo do velikega olajšanja. Na osnovi tega je Chomsky tudi napovedal stvari, ki se danes dogajajo v Evropi. Opažamo seveda, da se tudi nam v visokem šolstvu standard sesuva. Torej, zanimivo je to, da tiste skupine zaposlenih, ki lani, konkretno v času zasedbe, se še niso čutili ogroženi in so zasedbo gledale nekako vzdor in vzdor, v smislu, da je to neko pretiravanje, eksaltiranost in tako dalje. Tisti ljudje danes pravzaprav nekako jim voda že tudi počasi, če damo neko primerjavo s neko poplavo, tudi nekako prihaja že do prvega, morda celo do drugega nadstropja. To se pravi, mi so pa v visokem šolstvu, danes v Sloveniji, moramo govoriti tukaj samo ogroženih življenjskih standardov, zaposlenih, čeprav bom tudi mogoče spodobila malo o tem, ampak splošno standardi, marsikakšni standardi, ampak o tem malo kasneje. Da na univerzi ni denarja in v visokem šolstvu nasploh, to absolutno ni nič novega. Univerza je v krizi že desetletja. Če beremo kritične zapise, seveda ne govorimo o uradnih panegirikih, o praznih obletnicah, ampak res kritične zapise, analize in tako dalje, ti govorijo o tem že desetletja. Zadnjič sem izbrskala en članek o tem iz leta 1987, ki sem ga predstavila na razpravi v parlamentu. Na isti razpravi je nekdo privlekel nadaljnjih članek iz 90-ih let, ki je govoril točno isto. Skratka, in seveda vse to opažajo in so opažali, ne samo pri nas, ampak tudi v tujini. Jaz imam tukaj en članek, ki sem ga leta 2003 fotokopirala, takrat še ni, smo imeli možnosti skeniranja, iz časopisa Le Monde Diplomatique. Naslov je Kaj ubija francosko univerzo? V prvem odstavku pa pravzaprav avtor niti ne govori več o ubijanju, kaj se začne s stavkom L'Université française est morte. Se pravi, francoska univerza je mrtva.
Moj črni šal, prosim, je čisto na ključe, ampak sem se še zdaj zavedla. In sicer pravi, mrtva kot znanstvena skupnost, v kateri se raziskovanje druži z specializiranim poučevanjem na zelo visokem nivoju. Ostaja nekaj pedagoških pomaturitetnih ustanov. Univerzo je ubila povprečnost. In potem v odstavkih, kjer seveda vsakem natančno nekoliko razdela, kaj to pomeni, našteva nekaj stvari, nekaj problemov, najbolj perečih. Dovolite še avtor, sem pozabila. Avtor je Pierre Jourdain, to je ukvarja se s francosko literaturo, je pa tudi sam literat, relativno znan, poučuje pa na Université Stendhal v Grenoblu. Kot prvi problem izpostavlja sekundarizacijo delovnih mest. To je zdaj zelo prevod iz tujke v tujko, sekundarizacija. Hoče pa s tem povedati, da na vsakega profesorja pride vedno več recimo osebja, kot so asistenti, lektorji in podobno. Manj profesorjev, več teh sekundarnih delovnih mest. To opažamo pri nas absolutno in seveda jasno tudi samo po sebi umevno, ker to izhaja tudi iz povečanega števila študentov. To je normalno. In pa tudi iz nekaterih dejstev, ki izhajajo iz bolonjske reforme, tem malo kasneje. Potem zelo slabo stanje torej lokalov, to se pravi dejanskih stavb, kjer se univerze nahajajo. Tukaj mi niti ne treba, da kaj omenjamo. Potem denarno stiskaštvo. Tukaj jasno vemo, o čem se govorimo. Vedno na univerzi nikoli ni bilo denarja. 21 let učim, nikoli. Za vsako stvar se je vedno rekli, ni denarja, ni denarja, ni denarja. Mi smo varčevali res ante literam ves čas. Potem birokratizacija. Tudi to vas verjetno nekaj spominja. Danes in včeraj sem porabila vsega skupaj 4 ure, da sem napisala individualne načrte dela za letos. Zadeve, ki so v računalniku, ki bi jih lahko dobila samo na mizo v podpis. Potem, povečan obseg dela. Ljudje delajo vedno več. Ljudje delajo vedno več ur in poleg tega imajo zaradi povečane birokratizacije tudi vedno več dodatnih obveznosti, ki seveda s pedagoškim in znanstvenim delom tudi veliko nimajo popolno nobene zveze. Potem pomanjkanje nastavitev. Nastavitev ni, iz tega izhaja povečano število ur, ki jih je treba upraviti. Obstoječi zaposleni se dobesedno trgajo na kose, zato da upravijo vse tisto, za kar bi že zdavnaj morali imeti asistente. Potem neprestane reforme. Neprestane reforme. Univerza je kar naprej pod reformo. Bolonjska reforma je pa prinesla to, da bo tako ali tako reforma trajna, večna revolucija pravzaprav. Potem seveda v bistvu razvrednotene diplome. Današnja diploma dejansko ni potrdilo enake ravni znanja, kot je bila diploma pred 10 pa pred 20 leti. To je absolutno dejstvo. To se pravi, po domače povedano, mi temu rečemo padec kvalitete študija. Padec kvalitete študija, ki pa je dejansko, kot pravi tudi tukaj za Francijo, v bistvu izhaja iz neke prilagoditve dejanskemu stanju, prilagoditve stopni izobraženosti populacije, ki prihaja iz srednjih šol. Potem pa na koncu koncev pa še to, kar se tudi nam dogaja, in kar ta avtor imenuje demagoška iluzija, da je v bistvu treba nekako zato, da se v bistvu nekako dviguje nivo študentov, se trudimo, da bi to naredili mi. In dejansko to počnemo, namesto da bi jih učili tisto, kar je dejansko stvar stroke in vede.
To se pravi, tako je bilo v Franciji leta 2003, tako je še danes. Potem, treba je upoštevati, in to je seveda bilo vedno res, zdaj s temi vrčevalnimi ukrepi se bo pa to še absolutno poglobilo, da na univerzi je vedno vladal in še vedno vlada in bo vedno bolj vladal kasni sistem, v katerem že vsak tako ali tako, zdaj zaradi teh razmer pa še bolj brani svoj vrtiček. Profesor naše fakultete Rudi Rizman, ki je kandidiral za rektorja, pa ni bil izvoljen, je v bistvu omenjal v svojih kampanji delitev na univerzi, proti kateri se je zauzemal, na nadučitelje in podučitelje. Jaz sem šla to delitev nisem šla to mečko bolj natančno gledati in sem v bistvu, nisem našla samo dveh kast, če hočemo tako reči, ampak v bistvu nekako 4 ali celo 5. Imamo nadučitelje, imamo učitelje, imamo podučitelje in imamo podpodučitelje. Bom začela zadnjim. Tukaj seveda med ne štejemo jasno pogodbene zaposlene, razne honorarce, mlade raziskovalce in zunanji sodelavci, ki so plačani s mizernim honorarjem za ure, za katere se morajo pripravljati kot mladi in še neizkušeni seveda ogromno število. Jaz sem govorila z eno bivšo študentko, ki zdaj opravlja tako delo na filozofski fakulteti, z 2 uri se pripravlja 4 dni na teden. To so tudi moje izkušnje z začetka moje karijere. Potem, ti so bili, o teh se je veliko govorilo lani v času zasedbe. Potem imamo podučitelje. To so razni asistenti, lektori, to so ljudje, ki imajo najmanj visoko izobrazbo, večinoma magisterij, danes vedno več tudi doktorat, praktično asistenta brez doktorata skoraj da ni, ker veliko se jih dobesedno že vključil v proces delovni s doktoratom. Torej, to so ljudje, ki so plačani mizerno in ki slabše kot srednješolski, osnovnošolski učitelji in celo vzgojitelji v vrtcih. Tudi jaz osebno zaslužim, sem začunila približno med 300 in 400 evrov manj, kot bi zaslužila z doktoratom, če bi delala v srednji šoli. Potem imamo in seveda, ki opravljajo marsikakšna dela, ki pravzaprav jim ne pripadajo in ki bi jih morali izvajati učitelji. Potem imamo učitelje. Učitelji seveda nekako so trenutno še vedno na suhem, vendar ne vsi. Zaradi varčevalnih ukrepov vedno bolj grozi, da bodo tudi učitelji na nekaterih oddelkih in na nekaterih smerih, na nekaterih programih, kjer je manj vpisa, kjer je majhno število študentov, dejansko so tudi ti programi s svojimi učitelji vred že ogroženi. In potem seveda imamo nadučitelje, teh je seveda majhno število, ampak njihovi primeri zelo odmevajo v javnosti. To so ljudje, ki zaradi svojih političnih, privatnih in klanskih povezav torej izjemno dobro prosperirajo in ustvarjajo svoje akademske fevde. Recimo, če samo navedem primer dekana veterinarske fakultete, ki je bil kasneje celo kmetijski minister in ga je odnesla afera s pitbulli. O tem je pisala Marjeta Šoštarič v delu pred kakima 2 letoma. Torej, tam je šlo dobesedno, lahko rečemo, za feudalizacijo kompletne veterinarske fakultete in za neko povampirjenje praktično. Zgodilo se mi je pa tudi osebno, da sem šla enostavno v banko, v svoji bančnici in smo malo modrovali o moji slabi plači. In je potem rekla, jo kako se na univerzah pa nekateri zelo dobro zaslužijo, jaz imam tukaj stranko, ki mi prinese vsak mesec 7000 evrov čistega. To se pravi oseba, ki ima kot profesor približno 3000 evrov plačo, recimo, zasluži po strani še eno svojo plačo in pol. Človek se sprašuje, ali to človek potem dela, ali dela morda do drug namesto njega, če mu to uspe. Skratka, tukaj se da z raznimi povezavami z ministrstvi, raznimi ustanovami, z raznimi ekspertizami, z raznimi
z raznimi strokovnimi mnenji, udeležbami v raznih komisijah, ki so dobro plačane in tako dalje, zaslužiti zelo lepo. Seveda je tukaj potem jasno, glede na to, da družbena bit po Marksu še vedno določa družbeno zavest, s tem se absolutno strinjam, pa naj se misli o Marksu kdo kar hoče, se pojavlja to, kar dejansko posod obstaja. In o tem je govoril tudi Chomsky v oddaji, v kateri sem vam prej govorila. Gre za neko tako imenovano sociopatijo. Ljudje popolnoma nič niso pripravljeni narediti za nikogar, razen za sebe in za svoje ozadje. Na univerzi pač vlada akademska sociopatija, če se tako izrazim, pa nikar ne mislite, da želim tukaj podati kakšen eufemizem. Meni se zdi, da je akademska sociopatija še bolj žalostna kot sociopatija v družbi nasploh, ker gre za izobražence in intelektualce. To se pravi, manjka neko zavedanje, da je študijski proces, da v študijskem procesu sodelujejo vsi členi, to se pravi od bibliotekarja, od strokovnega delavca, od lektorja do najvišjih zaslužnih profesorjev in tako dalje. Nekako se ljudje težko vživijo v položaj nekoga drugega. Zato in v bistvu, recimo, če govorimo z nekim rednim profesorjem, ki ima hišo, pa ima vikend, pa ima preskrbljene otroke in tako dalje, knjižnico ima tudi že svojo. Ta človek se je pripravljen marsičemu odreči. Mogoče dodatku za povečen obseg dela in tako dalje. Asistent, ki pa s tistimi 200 evri za povečen obseg dela komaj v bistvu plačuje ravno tisti kredit, s katerim plačuje stanovanje v Ljubljani, ki mu ga ne bilo treba kupiti, če ne bi prišel delati na univerzo v Ljubljani, in pač brezposelno ženo in 2 majhna otroka in vrtec in tako dalje, ta človek se potem zelo težko odreče, ker je to dodatno delo sprejel ravno zato, da bo lahko preživel. Jaz poznam ogromno ljudi na tej fakulteti, ki se ne kupujejo več knjig. Kako se ljudje rešujejo iz tega? Nekateri se razburjajo, nekateri se vključijo v sindikat. Večina je popolnoma apatičnih, nekateri se še posebej rešujejo s tem, da se zatekajo delo, pač nekako v smislu tega Orwellovega konja, če se spomnite iz živalske farme, še bolj bom delal, še bolj bom garal, vse če bom garal, mi mora uspeti, ne more opaziti, da sem priden in moram dobiti redno delovno mesto. Gotovo me bodo izvolili za docenta, za izrednega profesora. No in ta bolna situacija, bolna, moram kar reči bolna, mi je zelo žal, ki je prej že bila prisotna, se bo zdaj s temi varčevalnimi ukrepi še poslabšala. Danes se pojavljajo pobude, da ne bi fakultete funkcionirale kot podjetja. Pravzaprav se s tem ne strinjam, ampak ne funkcionirajo kot dobra podjetja, ne kot slaba. Ne funkcionirajo kot podjetja, ki znajo motivirati delavce. Danes, recimo, če pogledamo kapitalizem, imamo posebne, tako rekoč, tečaje, motivacijskih tehnik in tako dalje. Tukaj, na filozofski fakulteti pa, v bistvu, glede tega vlada ena določena patologija. Imamo neko nezavedanje obstoju določenih skupin sodelavcev, imamo neko nekomuniciranje, tako da, v bistvu, tukaj vladajo problemi. Recimo, povedala bom že sam en primer, pa bom s tem končala, pa da nisem vzela pred časa. Ogromno dela v zvezi z bolonjsko reformo, takrat, ko smo pripravljali bolonjske programe, je bilo upravljenega popolnoma zastonj. Popolnoma zastonj. Vse delo na pripravi programov je bilo upravljeno popolnoma zastonj. Z početka so nam rekli, da ne bojo nekaj honorirali, nismo dobili niti ficka. Večino tega dela so upravili lektorja in asistentje. Zlasti so bili pod udarom tisti, ki so na posameznih oddelkih to organizirali, ki so v bistvu bili koordinatorji sestave programov za bolonjsko reformo. Torej, ti ljudje sploh ne vem, kako so preživeli. Skratka, dejansko takrat smo ogromno časa, ogromno dela vložili v nekaj, zakaj smo že takrat vsi slutili, danes pa celo vemo, da škodi nam, škodi kvaliteti študija in s tem stroki v celoti. Se pravi, popolnoma situacija, ki je vodila v depresiji. Za vse to nam nihče
Ne na fakultetnem, ne na univerzitetnem in ne na državnem nivoju, nihče ni nikoli rekel hvala. Raga Tešega, najlepša hvala za to precej plamenečo in strastno predstavitev problemov. Sedaj bi pa predal naprej predal besedo dalje Luku Omladiču, asistentu na oddelku za filozofijo, članu upravnega odbora Filozofske fakultete, prav tako članu Visokošolskega sindikata Slovenije, naslovil bo problematiko znanosti, kar pomeni. Luka? Bom malo skrajšal čas še za razpravo, ki se mi zdi najbolj pomembna. Torej, mislim, da bomo včasih na filozofski fakulteti določen problem z razmišljanjem o varčevanju, zato, ker smo vsi proti varčevanju. Včasih je mogoče dobro dati glas na sprotni strani, se vprašati, je varčevanje tudi za kaj dobro, ne? Pa ne samo v tem smislu, ali samo za kaj je dobro, ne? Vsaka stvar je za kaj dobro. Če vam dobite nogo, mogoče sem strahko na par uri, varčevanje je res dobro, ne? So ljudje, ki mislijo, da je varčevanje res dobro. Ne vem, lahko potem naredimo test, koliko je med vami, pač takih, ki mislite, da je varčevanje v visokem šolstvu res dobro, ampak eden izmed tistih, ki misli tako, ne, je pač pravzaprav znanstvenik, ki pravzaprav vodi slovensko visokošolsko politiko, torej direktor direktorata za visoko šolstvo, dr. Rončevič. Če se bom odpovedal malo svoje besede, da dam malo njemu besedo, on je zadnji. Pravi, torej, ukvarjanje s temami kar neki si ne moremo več privoščiti. Tu ne bo mogel biti nihče izvzel. Tudi družboslovci in humanisti, ne. Kljub temu, da so vsi vključno z njimi prepričani, da ne morejo storiti nič koristnega za gospodarstvo in da so pač pomembni kar tako, da vse. Pravno nasprotno, družboslovje in humanistika sta lahko izjemno uporabna in koristna, saj so lahko kreativne rešitve najbolj kompleksnih problemov rojeva le na interdisciplinarnem presečišču trdih in mehkih ved. Samo lotiti se je treba. Zato je največja nevarnost prihajajočega varčevanja želja po ohranitvi statusa quo, torej linearnemu znižanju sredstev po uporabnikih brez drugih sprememb. To bi pomenilo, da bomo sistem, ki že itak slabo deluje, le ohranjali na nižji ravni financiranja. Tako rekoč na aparatih za ohranjanje življenja. Naš cilj mora biti drugačen, določiti jasne prioritete in poskrbeti, da bo sistem deloval bolje, da bomo z manj naredili več. To je formula, da bomo z manj naredili več, ne? In na nek način je to, kar kolega Primož rekel, tako se, bi rekel, ta ideja, ne, da je varčevanje v nekem smislu dobro, ne, lahko prenese tudi na znanost in pač visoko šolstvo. Varčevanje je priložnost, da se stvari očistijo, ne? Da pač nekateri paraziti odpadejo, da se nekateri programi, ki pravzaprav ne koristijo ničemur, pač ukinejo. In ko bomo šli čez ta pač program varčevanja, z manj storiti več, bomo na koncu pač na nek način išli ven prenovljeni, boljši in tako naprej. To je na nek način stališče, da je pač varčevanje nekaj dobrega, ne? Da bo zvišalo kvaliteto znanosti in visokega šolstva. Koliko se nas na filozofski fakulteti s tem strinja? Se ne upam, tako, pač, ko se deložuješ malo tako, en blok imamo s kolegi, tudi z drugih fakultet, ne? In to je, ko se ta debata odpre, ne, je pravzaprav odziv ravno drugačen, ne? Večina ljudi se v nekem smislu, večina ljudi, ki se deluje, se z Rončevičem strinja v tem pomenu. No, skratka, tukaj imamo zdaj mi nek določen problem, ne? In ta problem je pač v tem, da tudi če smo proti varčevanju, ne, moramo izvesti vsaj v naši, rekel,
v našem boju proti temu varčevanju. Nekaj, kar, če smem uporabiti ta izraz neoliberalen, izraz decoupling. To pomeni razločitev varčevanja od, bi rekel, tistega, kar pravzaprav mora pa biti in kar je na nek način inherentno opisano v pojem znanosti in v pojem visokega šolstva. To je pač jeti naprej, biti elita v proizvajanju vednosti, v znanosti in tako naprej. Tisto, kar želijo ljudje, pač kot je Rončević, pač vselej prikazati, da gre to skupaj, da tukaj ni, da decouplinga ni mogoče izvesti. Tisti, ki je pač proti varčevanju, tisti je tudi proti temu, da se karkoli spremeni na univerzi. Tisti je pač v bistvu rekel, konzervativc, ki bi rad vsi, ki so proti varčevanju, so tisti nadučitelji, ki pravzaprav so nek privilegiran razred. Če mi to na nek način razločimo in začnemo z določenimi podatki prihajati ven, kako pač univerza ni konzervativna. Se smo šli čez bolonsko reformo, še lansko leto smo se reformirali, bolj kot se je reformirala javna uprava. Stalno nekaj spreminjamo. In potem istočasno, ko se reformiramo, nam očitajo, da smo stacionarni, da branimo svoje privilegije in tako naprej. To je ena točka, se mi zdi, s katero moramo pač na tem konceptualni ravni napasti. Če smo proti varčevanju, ne pomeni, da smo feudalci, da smo akademski in znanstveni feudalci. In tukaj pa prihajamo zdaj na drug, čist praktičen problem. Spet, zelo lahko boste na filozofski fakulteti dobili izjavo proti varčevanju. Vsi jo bodo podpisali. Senat jo bo sprejel, oddelki jo bodo sprejeli, vsi bodo pač proti varčevanju. Tudi pač tisti, ki pravzaprav z varčevanjem problema nimajo. To pomeni tisto, kar je v resnici potrebno, da proti varčevanju se je tudi pač treba vprašati, kako se proti tem varčevanjem ukrepom, če ste proti njim, kako se boste proti njim borili. V kateri ravni, bi rekel, te nemogoče piramide boste svojo akcijo pač, bi rekel, plasirali. Ta piramida gre tako, začne se pri predsedniku vlade. Pač predsednik vlade reče, se jaz bi vam dal denar, pa ne morem, ker ga ne dajo v tujini. Potem pride pač minister za šolstvo, reče, se jaz bi vam tudi dal denar, pa mi ga predsednik vlade ne da. Potem pridemo do rektorja, ki bi seveda vsem dal denar, pa ga ne more, ker mu ga minister ne da. Potem pridemo do pač našega dekana, ki bi seveda tudi nam dal denar, pa ga ne more, ker ga fakulteta ne dobi. In zdaj na koncu smo v mi, ki potem denarja recimo ne dobimo. Zdaj pač seveda vprašanje, kje plasirati tukaj svojo intervencijo. In tukaj potem, strateški problem je tukaj potem pač prihaja do teh trenj, tudi med nami, med sindikatom in vodstvom fakultete. Se pravi, kot rečeno, zelo lahko se vsi poenotimo in damo pač izjavo, da smo proti varčevalnim ukrepom, da filozofska fakulteta odločno protestira in to utemelji in tako naprej. Ampak kakšen učinek to ima? Gremo nekam, štartamo na celo piramido. Tisto, kar nam preostane, tukaj žal tako pač je, moramo pač delovati na tiste pozicije, kjer smo. Torej kot zaposleni, kot delavci in pač v nekem smislu se pač proti varčevalnim ukrepom boriti iz svojega delovnega mesta. Stati tukaj in zato je pač ta Agatina intervencija tako pomembna, braniti svoje delavske pravice. Ob tem, kar sem že prej rekel, da je treba pač pozvočiti, braniti svoje delavske pravice od tega, da se pač brani nek tudi nezdrav status quo. Braniti svoje delavske pravice tudi, če smo pač zaradi tega pač izpostavljeni temu, da pač mogoče rušimo neko navidezno enotnost znotraj fakultete, da se spravimo v konflikt z vodstvom fakultete, ki je pač v neugodnem položaju sam po sebi. Ampak tako pač je, to je edina intervencija v tem trenutku, ki je lahko pač za nas, kot zaposlene na filozofski fakulteti, učinkovita. Poleg pač izjav, ki jih dajemo in javnega delovanja in tako naprej. Druga, ki je pa mogoče, s tem bom kar predal besedo,
ki je v moje tudi ključna, ne, pač, na nek način presega to, pa je v bistvu vzpostavitev nečesa, kar je mogoče biti prisotno, nekega partnerstva študentov, no, v temo. Mislim, mi tukaj v resnici, ne, pač, pa nekdo v tej zgodbi pa premore realno moč, ne, da pač poseže v to piramido nekje, ne, malo više gor, kot ni, ne. To so pač študenti, enostavno, ker ste pač masa, ki ima pač svojo energijo, ne, v nasprotju z neko manjšo maso, ki ima manj energijo. Čeprav se je masa povečila predstavlja. Hočem reči, ne, pač, tako da v teh strategijah naprej, ne, mislim, da je pač zelo važno, da povežemo interese zaposlenih z interese študentov, tudi s sklepanjem določenih zavez, določenih partnerstv v smislu, da bomo pač zaposleni na fakulteti, bi rekel, branili preprečevanje šolnin, bi rekel, do samega britkega konca, ne, kot naši. No, ja, smo že, ne. Mi smo že služen pa. Ja. Ok. Hvala, da zabijali. No, se dan, kot študenti posebno. Hvala. Ja, Luka Omladič, najlepša hvala. Zdaj imamo še zadnji prispevek. Mislim, da bomo po študentski intervenciji nadaljevali debato, kjer si jo ti kolega Luka zaključil. Zdaj po univerzi ne lomastijo samo varčevalni ukrepi ZUIF in recimo za prihodnje leto predlog proračuna je zdaj v izdelavi. Usporedno vsemu temu gre tudi novela zakona o visokem šolstvu, ki se po medijih in nekaj pojavnosti preklada zdaj že, mislim, da slaba 2 meseca. Tega se bo pa dotaknil Skraš Jaša Vatikano. Hvala. Najprej bi rekel, da ja, se strinjam, da zaposleni morate definitivno podpreti študenta in pa počujo tudi obratno. A se to sliša tudi? Ne, pač ni. Vredo. Ja, nekje. Tudi študentje moramo definitivno podpreti zaposlene, ker so tudi s tem pritiskom, tako naprej se do tega bom še prišel še enkrat. Zdaj, ko ste dobili povabilo za neko okroglo mizo, mislim, da je bilo v naslovu A bo humanistika preživela? Je bilo. Zdaj, to vprašanje zamenite z vprašanjem, a bo študij preživel. Ker ne gre tukaj zgolj za humanistiko, ampak gre za točno to, kar so vsi sogovorci do zdaj omenjali, neka konstantne reforme, neka poskus reformiranja, tudi izobraževanja. Vprašanje je, a bo v tem sistemu, temu mislim, da vlada pravi, preboj v nov razvojni model. A je tako artikulirala? Mislim, da je. Vprašanje, če bo v tem sistemu sploh še smiselno študirati, ker študij v pravem pomenu besede nekako zgubi svojo funkcijo v tem sistemu. Namreč, v prvi vrsti imamo padec kvalitete in o bolonjskem študijskem sistemu je bilo že nekaj govora o racionalizaciji in birokratizaciji in bolj sistematičnemu študiju in preobremenjenosti z obveznostmi, ki pravzaprav nimajo neke povezave z akademskim intelektualnim delom. In tudi seveda večja obremenjenost profesorjev z semestrskim izvajanjem predmetov in tako naprej. Veliko analiz že pred parimi leti je pokazalo, da so profesori delali nadure. Nekatere analize so celo trdile, da več kot 50% primerih delajo nadure. Ne, da v več kot 50% primerih te nadure presegajo zakonsko določeno pedagoško obveznost. In to seveda pomeni padec kvalitete študija za študente. Tako se občuti to na tej najnižji ravni v nekakšnem akademskem proletariatu.
Zdaj pa z varčevanjem rezi, z radikalnimi posegi v proračune javnih univerz, je pa seveda spet pritisk, ki se pa kot je kolega Star, mislim, da ste Luka, mislim, da če je omenil, verjetno ste vsi do neke mere, ki se pa širi, ta pritisk se širi na vznotraj, se pravi na vodstvo univerz, vodstvo fakultet, na zaposlene in nazadnje na študente v obliki šolnin, na primer. Zdaj, z novelo zakona o visokem šolstvu ne samo, da je vlada pravzaprav na nek način že sugerirala, pravzaprav predlagala, kako naj bi posamezne fakultete, posamezne univerze kompenzirale za primanjkljaje, ki so ustvarjene, kompenzirale za ta sredstva, ki so odvzeta za krčenje proračuna. In namreč to tako, da pravzaprav bo novela omogočila posameznim vodstvom fakultet in univerz, se pravi rektorjem in dekanom, da povišajo neposredno tedensko pedagoško obveznost profesorjev. To pomeni seveda lažje odpuščanje in pomeni, da bodo tisti, ki so še zaposleni, ki že delajo nad ure, še bolj tedensko obremenjeni, kar seveda spet pomeni padec kvalitete študija. Prav tako gre za poskus, gre za politični poseg v delovanje univerze, gre za poskus podrejanja visokega šolstva politiki na ta način, da bo vlada po noveli, če bo uveljavljena, imela pristojnost ne samo predlagati, ampak imenovati člane sveta Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu. To je agencija, ki akreditira, ki je pristojna za akreditacijo študijskih programov in zavodov, fakultet, univerz, kar pa pomeni, da ima pravzaprav do neke mere vlada vpliv na to, katere programe, katere zavode se akreditira, katerih pa ne. Kar pa omogoča seveda privatnikom, določenim ljudem, da naprimer preko vpliva, preko članstva v strankah, preko takega ali drugačnega vpliva ustanavljajo privatne univerze ali fakultete. In mimogrede velja omeniti, da je med tem, ko vlada krči proračune javnih šolskih ustanov, da hkrati namenja čedalje več denarja zasebnim. In da hkrati, ko nimamo denarja za javno visoko šolstvo, se pravzaprav dogaja premestitev v zasebne zavode. Zdaj, vlada si je nekako zadala javno nalogo reformirati družbo, reformirati Republiko Slovenijo, kakorkoli že, spostaviti nek, kaj sem že rekel, nov razvojni model. Vsakeč pozabim. In v tem, in to se strinjam tukaj z sogovorci, da ni nič novega, da je pravzaprav, gledajte argumente, naprimer, našega premiera, da je akademsko-intelektualno delo pravzaprav ni delo, pravzaprav ne delovno, da s tem visoko šolstvo ni dovolj industrijsko usmerjeno in tako naprej. Vse pa to smo že poslušali od, ne vem, naprimer, ali pa Franceta Popita, naprimer. Ja, to po mojem je bolj blagno, Franceta Popita, ja. In to, pravzaprav ta študij, vprašanje, kaj se dogaja s tem početjem, s tem, kar mi študenti počnemo na fakultetah, čemu še vedno pravimo študij, ki je za bolonjsko reformo, za vzemom sredstvo, za vsemi racionalizacijami, ki se pravzaprav je nekako diktat ta, da se naj spremeni v delo, kar pa akademsko-intelektualno delo ni. Da se naj spremeni v nekaj, kar je bolj neposredno v korist kapitala in tako naprej, da se spremenimo v človeški vir. Vse to ni študij.
to ne gre samo za padec kvalitete študija, ampak gre za razliko med študijem in ne študijem. Nek profesor na sociologiji je pred parimi tedni zelo dobro povedal, je rekel, razlika se zdi zelo skromna. V enem primeru imamo funkcijo univerze, visoke šole, je ta, da vas opremimo z orodjem, s katerim boste se postali del trga in tako naprej, s katerim boste dobili službo. V drugem primeru imamo pa, mi vas opremimo z znanjem, na podlagi katerega boste dobili službo, postali državljani in tako naprej, vse ostalo. Razlika je pravzaprav, da v prvem primeru imamo opravko z univerzo, kot z visokim šolstvom, kot obrobje sistema, ki je racionalen pa z vidika kapitala in se morajo ostale nekako, in v tem smislu je gospodarska kriza, varčevanje vse in tako naprej, racionalno. In tudi tisti, za katere to ni racionalno in ki ne bo imelo posledic v njihovem življenju, za katere bi lahko rekli, da je bilo to racionalno, se morajo temu podrediti. V drugem primeru imamo opravka z univerzo kot središčem sistema, ki pa temelji na znanju. In kar je perverzo je, da vse te, če gledate, to sem se v zadnjih tednih nekaj ukvarjal s tem, če gledate te evropske analize, ne vem, vpliva varčevanja na visoko šolstvo, boste posod videli zaključke, da ima to katastrofalne posledice, ker preprečuje pogoje za raziskovanje, za pridobivanje znanja, katastrofalne posledice za razvoj države in tako naprej. To pa nekako ne odmeva. Tako da vprašanje, kaj lahko, kot ste vi rekel, kaj lahko študenti iz tega, mislim, da je v masi študenti, da je naša nekako na nas, ne slišal, da je pravzaprav, da je na sposobnost, da ima tisti del piramide, ki ima sposobnost nekako posežti v to, da smo to študentje, da to nekako ne bo šlo, če ne vzpostavimo koalicije, naprimer vsaj v prvem koraku za zaposlenimi, za profesorji in tako naprej. Ker ko se pritisk širijo znotraj, pravzaprav deli in razdeli te razne zaporedne nivoje. Zdaj, to je bil nekako malo sem, malo tja. Ne bi zaključil, ker bi pustil odprto za vprašanja in to bomo lahko na koncu govorili, kaj bomo pa zdaj, ker koncev ni govorci, nimamo tega odgovora, ampak moramo v tej interakciji narediti, tako da je kar podal te besedo Mika. končale na zelo podobno, pa tudi zelo praktično noto in pač z nekim realnim problemom, ki ga je treba preseči. Če ste kaj spremljali dogajanje na tem terenu v zadnjih nekaj mesecih, je vlada razdelila zelo uspešno, mislim, genialni vladni manever, različne akterje na širšem političnem prizorišču oziroma pač vsaj njihove predstavnike, študente, profesorje, vodstva akademskih inštitucij. Recimo študentska organizacija Slovenije je spomlad proglašala, kako so ostali
šolnine in koliko so oni super in koliko so the best, hkrati se pa rezal ogromno kos finančnega univerzitetnega kolača. Hkrati so pa glih, da vodstva pa tudi določeni akademiki intervenirali v javnost s takšno ali drugačno, predvsem pacifistično ponavadno obliko protesta zoper varčevanje, ampak hkrati so se pa že dogajale pač notranje racionalizacije, že se je razmišljalo o tem in recimo v začetku letošnje jeseni se na marsikateri fakulteti to že začelo razprovajati, pač višanje vpisnin, zaračunavanje vaj in podobne zadeve. Zdaj, Luka, kakor si ti rekel, ja, zelo lahko je pisati izjave, biti proti varčevanju in tako naprej, ampak čista stvar, ki tle šteje, pač so dejanja, prakse, reče lahko vsak, kar mu pade na pamet in pač čist v tem smislu tega povezovanja z ozirom na razdelitev recimo predstavniških organov omenjenih akterjev, kako narediti varčevanju na univerzi konec nasploh, oziroma kako lahko sami iz te pozicije pomorete, recimo, kot akademski delavci, kot študentje, kot brezposelni mladi intelektualci, ki hodijo po študentskih okroglih mizah. To bi bil pač moj odgovor, ker pač inicialni odziv na vse to je bil ošit, denarja za vse premavljamo, se vsak za svoje vrtiče zagreti, kolikor se le da. Utemeljitev od zad je bila pa ravno ta piramida. Ti si omenila vrtičke, ti si omenila piramide. Imamo tudi vzgajanje eno tabelco, da se vidi, koliko je recimo letos mogla, ko je vrčevala filozofska fakulteta, če imamo še vključil. Po mojem so zadeve zakljene. Tudi da, kako narediti vrčevanje na univerzi konec, kaj lahko na tem smislu kako lahko štedirate. Kdo odgovorci? Mogoče jaz prečem. Hvala lepa. Se bom vsega, ker bom tele zapisano, ker smo imeli danes zjutraj pri kolegu rektorji sestanek v zvezi z tudi tem varčevanjem in dekanov oziroma rektorjev, kolegi vseh dekanov, to se pravi vseh 28 članic. In nekako soglašal v teh točkah, ki jih bom povedal. To se pravi, kolikor ne dobimo sredstev za izvajanje študijskega programa za naslednjo leto v enakem obsegu kot za leto 11, bo univerza prekinila izvajanje bolonjskega programa. Potem drugič, gospod rektor bo pisal pismo vsem senatom, vsem upravnem odborom, študentom, vsem zaposlenim in poslancem. In sicer še pred sprejemom oziroma pred debato o državnem proračunu v parlamentu. Univerza mora vsekakor več narediti na področju notranje mobilizacije vseh na univerze. Univerza bo vložila amandmaje na proračun preko seveda poslanske skupine. In univerza, s tem smo se glašali vsi, univerza bo tudi v takšni ali drugačni obliki nagovarjala skozi takšne ali drugačne akcije tudi ne samo univerzo samo, ampak seveda tudi širšo družbo z določenimi akcijami, ki so seveda stvar tudi posameznih članic. To so nekako tiste 4 točke, do katerih smo vsi soglasno sprejeli na rektorjevem kolegiju dekanov. To je na ravni univerze. Kaj pa seveda vsaka posamezna članica na tem področju je seveda stvar tudi nas sami. Če dovoljte, bi samo nekaj povedal, kar je bilo
rečeno, da ni denarja na fakulteta. Filozofska fakulteta je 2006 do 2012 zaposlila 30 novih sodelavcev in sodelavcev, zato da jih je seveda vključila v pedagoški proces. Filozofska fakulteta takrat, ko je imela denar, je to delala, zdaj pač denarja za to nima. Zato se je treba tudi na tem področju, bom spet rekel besedo, racionalizirati. Dokler je bil denar, smo lahko tudi zaposlovali in smo seveda zaposlovali na podlagi akreditiranih študijskih programov, to se pravi tistih programov, ki jih je sprejela država, da tako rečem, in jih je sprejela tudi na podlagi tega, da jih bo financirala. Ampak zdaj je to malo drugače. V zvezi z tem, kako je s tem denarjem, pa mogoče samo še eno besedo, ki govori o tem. Glejte, za november smo iz uredbe dobili 1.200.000 za plače na filozofski fakulteti. Filozofska fakulteta je za november dala 1.800.000 za plače vsem zaposlenim. Za delo, ki so ga opravili. To se pravi, 600.000 evrov je filozofska fakulteta, da tako rečem, dofinancirala javno inštitucijo iz zasebnih, da tako rečem, sredstev. Iz tistih sredstev, ki je filozofska fakulteta pridobiva na trgu. Vi pa veste, da je ta trg seveda manj bo izrednega študija, manj bo projektov, manj bo doktorantov in manj bo še česa te vrste. In to pomeni seveda, da filozofska fakulteta v takem obsegu sredstev ne more likvidnostno poslovati. To je ena zgodba. In to je tisto seveda, kar je zdaj, kot sem rekel, se ukvarjamo s tem, kako preživeti, namesto da bi se ukvarjali s čim drugim. Samo to kot komentar. Hvala. Hvala. Vprašanje tle, še zmeram ostane niste, kako se je spravi vrčevanje tako za profejeti. Jaz mislim, da zdaj še nekaj dolgega časa to razveseli. To je bilo to, kar je gospod dekan ravnokar povedal. Da je kolegi dekanov sprejel odločitev med drugim. Ena od odločitev, ki me je impresionirala, je ta, da mora sama univerza narediti za mobilizacijo na univerzi. Namreč včeraj sem bila na senatu, predstavnica sindikata, nas so bili izrečeni očitki nekaterih članov senata, da je sindikat agresiven, da je militanten. Zelo me veseli, da bo zdaj postala taka univerza v celoti z vsemi 28 dekani na čelu. Mika, lahko? Ja, saj se kdo drug že javil? Ne. Hvala. Imam vprašanje za dekana, pa poziv. Vprašanje je tole. Rekli ste, da je rektorjev kolegi zagrozil z prekinitvijo izvajanja bolonjskih študijskih programov. Zanima me, kaj točno to sploh pomeni. Se pravi, ali to pomeni A, stavko, B, da bomo čez noč prešli na predbolonjske študijske programe, ne vem kako, ali C, pravzaprav ukinitev ali trajnejša prekinitev izvajanja določenih študijskih programov, kar seveda pomeni odpuščanje. Ker vem, da apetiti tudi v tej smeri obstajajo, celo na tej fakulteti, se pravi, da se odpovemo manj množičnim študijskim programom, zato da ostalo preživi. Se pravi, kaj točno to pomeni, to me zanima. Drugo pa lejte, jamramo, ne vemo, kaj storiti in tako naprej. Popolnoma jasno je, da bi na univerzi vladala sreča, harmonija, bratstvo, če bi bilo več denarja v sistemu. Kako lahko dobimo več denarja? Tako, da prisilimo tiste, ki denar dajejo, ki pravzaprav govorijo o varčevanju, v resnici gre pa za prerasporejanje. Med drugim tudi iz javnih storitev v zasebne žepe. Se pravi, da tiste navzgor prisilimo k temu, da dajo univerzi nujno potrebnega več denarja. Čez 2 dneva so množične sindikalne demonstracije. Če je rektorjev kolegi sklenil,
da naj fakultete mobilizirajo vse deležnike na fakultetah pač v prid politikam za univerzo proti varčevanju. Potem pričakujem, da boste dekan zdajle izkoristili priložnost, tu je 160-170 ljudi, in jih pozvali k aktivni glasni udeležbi. Hvala. Ja, na teh demonstracijah bo tudi Iskra, v tej priložnosti bi vas... Govorili smo o skupnem nastopu študentov in delavcev in ja, pač lejte, skupaj se dobimo ob 10 oziroma pol 11 na Prešernovem trgu za kolektivno intervencijo organiziranih študentov in organiziranih akademskih delavcev. Sicer bi se pa opravičil, eden izmed problemov filozofske fakultete in pomankanja denarja je tudi ta, da ima hude probleme z prostorom in se nam počasi steka termin. Tole okroglo mizo, čeprav se diskusija šele prav začela razvijati. Tako da ne vem, mogoče bi s tem pozivom na demonstracije tudi zaključila, pa upam, da se Dekan, prosim. V zvezi s izvajanjem bolonjske reforme so bili različni predlogi. Med drugim tudi to, da simbolno v določenem dnevu na univerzi, na vseh članicah pač prekinemo z predavanji za 2-4 ure različne. Eden izmed zelo ekstremnih ukrepov je tudi ta, kolikor vlada ne zagotovi sredstva za 5. letnik bolonjskega študija, ne bomo razpisali programov. Tudi tak ekstremni predlogi so bili, ne? Ampak to so predlogi, o katerih smo se pogovarjali in smo rekli, da kolikor nam vlada res ne bo dala nekega zagotovila, da bo seveda univerza lahko tudi na kakšen drugačen način odreagirala na... Prosim? A je to scenarica? A je to scenarica? Kako mislite, da je scenarica? Navedel sem 3 možne scenarije. Stavka, prehod nazaj na predbolonjski sistem ali pa opuščanje izvajanja programov, se pravi pravzaprav prostor za odpuščanje in likvidacijo določenih disciplin. Lejte, moje osebno mnenje je scenarij, prvi scenarij. Drugi scenarij verjetno ne pride, pa tretji ne pride upoštev, če mene vprašate. Če bi pa vprašali ostale dekane, pa ne vem, kaj bi govoriti. Etko. Kar se pa tiče poziva na, tako rečem, akcijo, ne, pa seveda filozofska fakulteta, če se spomnite tudi od zasedbi filozofske fakultete, ne, je šla, tako rečem, v sodelovanje pri tej akciji in vsi se seveda po svoji vesti odločajte, filozofska fakulteta pa seveda hoče tudi na ta način izraziti svoje nestrinjanje z politiko, ki pač na nek način reže glavo in na nek način izraža, bi rekel, da ne bom kakšne preveč besede uporabil, seveda tudi neko nasprotovanje svobode razmišljanja. In zato seveda se filozofska fakulteta bori in zato lahko rečem, da seveda za te načela in za te cilje in poslanstvo, ki ga ima filozofska fakulteta, seveda vas tudi v tem imenu lahko pozivam, da se udeležite, sami pa prisotite, ali se boste to v teh demonstracij udeležili. Hvala lepa. Gospod dekana, boste prišli z nami? Pridem. Pridete. Obvezno. Inače ne moramo zdaj po mojem zaključiti.
razen če se kdo počuti za civilno družbe, za akt civilno družbe, ne pokoščimo, nekamo, da tam možemo. A damo prosto še za eno vprašanje. Jaz sicer nisem z te fakultete, ampak predvsem skrbi me ta zadnji argument, kakšni bi bili potencialni ukrepi univerze. Namreč mislim, da če bo dejansko prišlo do prekinjanja učnih procesov in ukinjanja programov, da to ravno nek strel koleno, tisto, kar vlada praktično hoče. Zato, ker je jasno izrazila v preteklih letih, da je nekako njihov načrt diskreditirati in uničiti javne univerze na način, kot sedaj delujejo. Tako da jaz mislim, da pač to ni dober predlog in da nekako krčenje navznoter in prekinjanje procesov v odnosu do samih študentov ni v redu. Druga stvar, ki bi jo pa rekel, pa je ta poziv gospoda, ne vem kako ima ime, po več denarja. To se na en način sliši mogoče utopistično, pač vsi hočemo nekako več denarja, ampak ni utopistično. Ni utopistično zaradi predloga proračuna za visoko šolstvo v tem letu, ki predvideva 45 milijonov več denarja kot v preteklem letu, po drugi strani pa predvideva dodatno 8% krčenje sredstev za javne univerze. Tako da v tej luči je ta zahteva zagotovo upravičena in jaz upam, da se boste vsi formalni predstavniki in fakultete in univerze pač zaartikulirano, jasno definirano mislijo nekako temu oprli in postavili, zato da se predvsem univerza polno financira. Zunaj stojijo ljudje, sam ni nobenega akademskega delavca še ni. Ok, uradni študentski predstavniki na filozofski fakulteti preganjajo. Najlepša hvala vsem za vremeško, za tak masovni interes, pa po